Dober dan na ta čudoviti jesenski topel dan. Sonce je že visoko na nebu, temperature so več kot krasne. Za jesen bi rekel nadpovprečno toplo. Evo, malo smo še trave nakosili za našo bejknovo, ne? Kje se pa skrivaš? Evo, samo rivček štrli ven izpod strehce. Pet boš malo trave, pet. Na? Pet sem, pet. No, pridi. Pet boš malo, da bo neč škodval, malo zelenavce. Boš lažje srala. Evo, takole. Pa si pona že sama prerije, kar ji paše pa poje, a ne? Jo, še veda, ne reci. Takole jaz malo razmečem, a ne? Pa pojem, kar mi paše. Ja, zdaj sem v glavnem od enega kmetovalca. Mi je pač rekel, da ne izmerim ga okoli, se pravi, tukaj spodaj pod prvim tacam, ga zmerim pa čez, tukaj le čez takole le, in pol špago zmerim, koliko je dolga, ne. To je zdaj tako čez prsta, ne, koliko drži, koliko ne, jaz ne vem. V glavnem sem zmeril in je nanesel 135 cm. In pol rekel, kar je nad 100, da se v bistvu tisto pomnoži krat 2 in dobiš približno koliko kil ima pujsek. Se pravi, da je bilo 135, tistih 35 pomnožiš z 2 in je tu cirka 170 kg težak pujs. Ja, kar pa po moje, da tudi ni daleč od resnice. Bomo pa na koncu videli, koliko bo nanesel. Tam smo še se fajn nametali noter. Tako da ima zdaj, ima zelo noter, da je na topel, ker je že po noč malo mrzlo, tako da se fajn noter zabubi, pa da je malo ne piha in pa ona tam noter leži in uživa. A ne? Aha, vse je močna baba. A ne? Kje si? Kaj je zdaj? Še kaj povedala? Kako? V redu? Ni se za pritoževati, a? Evo, naš letošnji prvi pridelek buč. Za noč čarovnice, evo. Nik za vsakega enega. Za vsakega ena. Za Gašperja pa za Niko. Pa tudi kar velike pa zelo težke tudi. Tako da zdaj, če bojo zdržale do 1. novembra, če ne, jih bo pa pujs dobil lepo za pomljackati. Evo, zdaj še tale trava, kar sem na kosu, se premeče. Živo, kukuc. Kukuc. Tole travo zmečem še klede noter posodo, da jo bomo imeli. Pa je pol za sprot, za metati. Če mi pomagala, bi bilo ful dobro. Oj, Gašper. Te pa pošla gor. Ne. Gašper. No, pejte gor. Dej, pej hitar. Ja, sicer. Ajde. Nik.
Evo, gremo še po jajca. Evo, vrtiček, tu če kar uspeva. Bi rekel v konc septembra, začetek oktobra. Zdaj bo prvi oktober, bo čez 3 dni. Evo, por rase, redič. Zadaj solata. Glavnati ohrovt. Paprike imamo tu če, neki jajčevcev. Paradižniki, evo, lejte. Paradižniki, ki so pod strekco, rasejo na polno. Tako da, super. Kumare smo pobrali, kar jih je bilo, in smo tudi stran že zmetali. Se je tako začele sušice. Evo, paradižniki so še lepi. Zorijo lepo. Super. Super. Evo, tukaj pa brstični ohrovt raste. Tako da pa, ko se bo paradajz umaknil, bo brstični ohrovt gledale. Vmes je pa taka mešana solata, zimska bolj bi rekel, ki nizke temperature odgovarjajo na sjana. Tam je tudi par vrstic. Evo, paprike, še nekaj paprik. Nekaj paprik še bo ratalo. Če bo vreme, kakor cajta, bo malo zelenih. Če nemo pa take mičkane dol pobrali, pa bo. Takole, evo. Na njivi pa tu če neki repe, neki kolerabe. Ko tu itak sprot futramo, pujsu kuhamo, tako da za pujsa. Evo, tukaj sta še dva kitajska zela, bo tudi pujs pojedel. Tam zadnji je tudi. Tisto je tamle, je vse repa, tukaj dol. No, rdeči listi, ki so, je pa rdeča pesa. Pa tudi se lepo debeli, bo žena vložila. Zadnji imamo pa še eno vrsto fižola. Tudi že vse lepo cveti, tudi nekaj že raste. Za fižolom je pa še ena vrstica korena, pa tudi se lepo sprot nuca. Ja, tukaj še malo tega špičastega zelja. Kakšna glavca bo še ratala. Evo, tukaj je rdeča pesa, kot sem rekel. Tale vrsta tukaj se. Tukaj je fižol, ta nizek, pa še korejne zraven. Tukaj le, evo. Tukaj imamo pa malo grozdja. Pa tudi mu lepo sonce daja. Evo ga. Naš grozdje. Bo pa tudi po moje, da je že zrel. In ga zaprobati, da vidimo, kakšen je. Materi sladak. Lupinca je malo kisla, ampak noter je pa sladak. Kakšne pa sorte, pa ne me vprašati. Pa ne bi vedel. Kaj je piške? Je kaj jajčk? Vodo sem vam že zjutraj zrihtal, za jesti sem vam tudi prinesel. No, pejte, pejte. Ja, ja. Ole. Boste kaj povedale? Boste kaj povedale? Bo kakšna kaj povedala? No, se že tolčemo. Boš kaj povedala? Ne? Ti vzadej mogoče? Kaj pa ti? Gospe? Tudi nič. Tale še na neki bolj ferbčna, tukaj le bi nekaj ona rada. Neč ne bi. No, poglejmo, če je kaj. In imamo 2, 4, 6, pa 2 je 8. Prazno, mogoče še tam kaj še. Nič. 8 jajčk. Super. No, se tako nekako povprečju tudi je. Od 7 do 9 jajc je na dan. Pač 9 kur imamo, pa kakor je kakšen dan kakšno ne znese. In pol jajce ali 2 manj. Drugače pa povprečju kar tam od 7 do 9. So kar pridne naše
2, 4, 6, 8, ja. So pridne naše kokice. Pridne ste, pridne. Ne, če jaz grem ponovati en krog, ko včasih se zgodi, da kakšna pa kar stisne jajc kar sredi trave. Evo, klele se hodijo pa naše sončit, miši cenčit, pa kopat na to pesk. V zemljo v bistvu. Kaj je zdaj? So pa skopale lukne, velike? Ja. Nič ni videti, da bi kakšen jajc bil kot. Evo jih naši piščanci. Tudi tragična zgodba. 55 piščancov, ko smo jih imeli, nam jih je samo 12 ostalo. Teh 12 lepo počasi raste. Malo so v zaostanku z rastjo, bi rekel, ker takrat, ko je bila tista bolezen, so kar stagnirali. Da pa pač počasi rastejo, tako da ne bojo šli lih v zakol takrat, kad bi mogli iti, bo šli pač malo kasneje. Takole, ja. Drugač pa, lepo zdaj jejo, tekajo, na soncu so, v toplem. Voda moja od zadaj, ja, tale zadaj se še en skriva. Tako da, hudega jim ni, no. Evo, to bi bilo to, za danes vse. Se vidimo v naslednjo. Ajde, živo!